počakate samo eno malenkost. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Bomo počakali še na en mikrofon. Hvala, bo v redu. Ste pripravljeni? Na Okrajnem sodišču v Ljubljani smo včeraj prejeli odločbe Ustavnega sodišča in pritrdilni ločeni mnenji v tako imenovani zadevi Patria. Z Ustavnega sodišča smo pošto prejeli v popoldanskih urah, potem, ko smo odločbe že lahko prebrali na spletni strani Ustavnega sodišča. Nobenega dvoma ni, da je treba odločbe sodišč spoštovati. Na našem sodišču smo spoštovali odločitev, da se zadeva dodeli drugemu sodniku v novo odločanje. Zato smo v skladu z določili sodnega reda to tudi storili, čeprav iz odločb Ustavnega sodišča ne izhaja, zakaj je treba zadevo dodeliti drugemu sodniku. Zadeva je bila danes dodeljena v reševanje sodnici Tanji Lombarjenko. Aktualno vprašanje zastaralnega roka bo sprejela sodnica. Saj odločitev o tem, katere zakonske določbe imajo prednost pri presoji glede zastaranja, del sojenja. Znano je namreč, da ima Kazenski zakonik od novembra 2008 posebno določbo, na podlagi katere je v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe zastaralni rok 2 leti od te razveljavitve in torej ne tisti od storitve kaznivega dejanja. Sodnica bo torej morala presoditi, ali naj v tej zadevi obveljajo določbe prejšnjega Kazenskega zakonika, v skladu s katerimi bo zadeva zastarala avgusta letos, ali pa bi z vidika za obdolžene milejše obravnave veljalo upoštevati novejši Kazenski zakonik. Zavedati se je treba, da se mora sodnica najprej seznaniti s spisom, ki je zelo obsežen, obsega 22.000 strani. Šele takrat bo lahko začela soditi, razpisala datum začetka sojenja. Sodnici bo omogočeno, da bo zadevo obravnavala prednostno. Za zelo obsežno zadevo gre, zato bo v tem času v čim večji možni meri razbremenjena reševanja drugih zadev. V tem trenutku ni mogoče napovedati, kdaj se bo sojenje začelo in koliko časa bo trajalo. Denimo, Ustavno sodišče je v tej zadevi odločalo skoraj 150 dni, pa ni imelo spisa, ki je zelo obsežen. Naša sodnica se bo morala z 22.000 strani dokumentacije seznaniti. Odločbe Ustavnega sodišča je treba nedvomno spoštovati. Opozorila bi na dejstvo, da dosedanje kritike, ki jih izreka javnost glede domnevnih kršitev načela zakonitosti, niso v skladu z ugotovitvami Ustavnega sodišča. Slednje namreč v 37. točki odločbe o ustavni pritožbi Ivana Janeza Janše nesporno ugotavlja, citiram, da primerjava zakonskih znakov kaznivega dejanja z znaki konkretnega dejanskega stanu pokaže, da opis kaznivega dejanja formalno pravno vsebuje vse zakonske znake. Po prepričanju Ustavnega sodišča, zopet citiram, ne gre za položaj, ko bi zakonski znak umanjkal iz opisa kaznivega dejanja, temveč za vprašanje, ali je zakonski znak sprejem obljube nagrade konkretiziran.
Tudi Ustavno sodišče je torej nesporno ugotovilo obstoj znakov kaznivih dejanj, vendar pa je pri tem v omenjenih odločbah izpostavilo, da jih redna sodišča niso dovolj natančno opredelila. Z tega vidika se poraja skrb, s kakšnimi sredstvi bo država v prihodnje lahko razkrivala in učinkovito preganjala korupcijska kazniva dejanja. Z moje strani to na kratko vse. Če želi kdo kakšno vprašanje postaviti, izvolite. Mene vse zanima, pravi, da ne vemo, kdaj se bo sojenje začelo obsežen spis, ampak vendar, a se lahko zgodi, da je tudi premalo časa, da bi sploh začeli novo obravnavo in tudi ali je možno, da pač sodnica pač opusti zdaj še en postopek, kako je tam? Zadeva je dodeljena drugemu sodniku v novo odločanje. Vse se lahko zgodi. Sodnica se bo seznanila z zadevo, nemudoma bo s tem začela, nemudoma se bo lotila reševanja zadeve, ampak zaradi obsežnosti, zaradi zapletenosti situacije, zaradi problematike vprašanja zastaranja, zaradi vsega tega je nemogoče napovedati, kdaj, a bo to v parih dneh, ali to je nemogoče. No. To je del sojenja in v sojenje ne gre posegati, se ne sme posegati. A res, da Ustavno sodišče ni vzelo celega spisa, oni so vzeli samo nekaj listin iz tega primera? Ustavno sodišče od... Da niso vzeli vseh 22? Ničesar ni vzelo. Ustavno sodišče od Okrajnega sodišča v Ljubljani nikoli ni zahtevalo spisa in spis je bil ves čas tukaj in še vedno je. Na podlagi česa so pa odločali, če niso spisa vzeli? Na podlagi pritožb, najbrž. Kako pa sodnica Klanškova, kako komentira, nismo biti pred kamero, kako je sprejela to, mogoče razmišlja o kakšnem odstopu, ali sprejema to kot neko drugo pravno mnenje? Zakaj bi sodnica Klanškova razmišljala o odstopu? Saj sta dve redni sodišči potrdili njeno odločbo. In mislim, da to vaše vprašanje ni na mestu in zato imamo predvideno trostopenjsko sojenje. To pač ne more biti niti razlog za odstop, niti dvom v njeno delo. To je stvar uporabe prava. To je sojenje. Izvolite. Kakva je sicer praksa? Ali Ustavno sodišče pri presojanju ustavnih pritožb na posameznikov drugače zaprosi za spis? Je to mogoče reči, kako je po navadi? Ne vem, kakšna je običajna praksa Ustavnega sodišča, zato ker ni pogosto, da so zadeve Okrajnega sodišča v Ljubljani na Ustavnem sodišču, ampak običajno za vsa sodišča je, da ko odločajo o katerikoli stvari, da imajo na razpolago vso dokumentacijo in potem presodijo, ali bojo vanjo pogledala ali ne, ali bojo v del dokumentacijo pogledala ali ne, ampak običajno je, da imaš zadevo pred seboj, ko o njej odločaš. A vi vidite, veliko je kritik na ta račun, a vi vidite širše implikacije za slovensko sodstvo na tem primeru? Mene skrbi to, kar sem izpostavila že prej, kakšna sredstva nam še ostanejo za korupcijska kazniva dejanja, za pregon, za razkrivanje, za učinkovito preganjanje vseh korupcijskih kaznivih dejanj me skrbi, zato ker so s temi odločbami očitno postavljeni drugačni novi standardi. Mogoče malce še enkrat vprašati to, kako je zdaj s tem odločenim o zastaranju. Kakšne so v bistvu kriteriji na podlagi, če se odloča tudi z dom dojel? Se pravi,
v času storitve teh kaznivih dejanj, ki so tukaj očitane v tej zadevi, je veljal kazenski zakonik, na podlagi katerega bi zadeva zastarala avgusta letos. In potem se je kasneje, novembra 2008, spremenilo in je nova določba, posebna določba, na podlagi katere se lahko zastaranje podaljša za 2 leti, in sicer od razveljavitve pravnomočne sodbe dalje. In vprašanje zdaj je, ali je milejši. Ni dvoma, da je treba uporabiti milejšo določbo. Ampak zdaj se postavlja vprašanje, katera od teh 2 odločb je milejša. Je milejša tista starejša ali ta novejša? To je stvar sojenja. Ampak mislim, da zakon predvideva potem, da če obstajajo kakšne posebej obteževalne okoliščine, da se potem lahko podaljša zastaranje, ali na podlagi česa, kaj je predvidevano v bistvu? Kaj je tisto, kar bi lahko privagalo tehtnico na to stran, da se zadeva podaljša za 2 leti? Oba kazenska zakonika imata jasni določbi. Po tistem prvem zastara avgusta letos in po tem novem se lahko podaljša za 2 leti. Samo stvar presoje je, katera določba bo uporabljena, samo to. In na podlagi tega, na podlagi odločitve, kaj je milejše za obdolžence. Ker se jasno je, da je potrebno uporabiti milejši zakon. Ampak zdaj, kateri je milejši, to odločitev bo pa sprejel novi sodnik oziroma v tem konkretnem primeru nova sodnica. Stvar uporabe torej, stvar odločitve. A lahko to predlaga tudi udeleženci, recimo, kaj je zanje milejše? Stranke v postopku, mislite? Stranke v postopku lahko predlagajo sodišču vse, lahko predlagajo izvedbo dokazov, ampak na sodišču je pa, da odloči, to je sojenje. Je milejši zakon tak, ki je več veljal do leta 2008, to pomeni, da je zelo verjetno, da je bolj ugoden, v bistvu, ki je varianti, da je bolj ugoden za obtožence. Zdaj je jasno pa je, da do avgusta verjetno ni mogoče tega končati, ali je možno to končati, ta proces. Sodnica je to zadevo dobila danes v reševanje. Kaj bo storila, česa ne bo, ali je to objektivno mogoče ali ni mogoče, bi bilo preuranjeno zdaj v tem govoriti. Na njej je, da to odloči. Na njej je, da se odloči za procesne dejanja, za katera, kako jih bo speljala, kdaj jih bo speljala. To je sojenje. Če vas jaz prav razumem tega sodbe Ustavnega sodišča, ne razumete kot nekakšno zaušnico vsem dosedanjim sodbam, pač ker pravite, da so nesporno ugotovili pač kazniva dejanja, ali pač, kako ste sprejeli to sodbo? Zdaj, kot predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani, prvostopenjskega sodišča, ki je razsojalo v tej zadevi, ne želim komentirati in ocenjevati odločb Ustavnega sodišča. Lahko pa upozorim na te ugotovitve, ki sem jih prebrala iz ustavne odločbe in ki jasno pravijo, da sodbe vsebujejo zakonske znake. Zato se mi zdijo, na to sem opozorila izključno ne iz razloga, da bi komentirala odločbe Ustavnega sodišča, ampak zgolj zato, ker se v javnosti, v medijih tako pogosto in v tako veliki meri pojavljajo očitki domnevnih kršitev načela zakonitosti. Zdi se, kot da je jasno, da je bilo v teh 3 sodbah, sploh pa v prvostopenjski, da je bilo kršeno načelo zakonitosti. Ustavno sodišče ne ugotavlja tega, zato sem citirala ta 2 stavka, ki sem jih prej prebrala. Zato se mi zdi pomembno, da vas na to opozorim. Tomaž Vratič, vaša sodnica Barbara Klajnšek je pred začetkom morala stestirati obtožni predlog tožilstva, zanje je bil torej sprejemljiv.
Ustavno sodišče pa je bolj in manj naravnost povedalo, da je prava katastrofa. Me zanima, s kako kakovostnim ali nekakovostnim materialom ste razpolagali. Ja, 22.000 strani dokumentacije je kar precej. Obtožni akt, kakršen je bil vložen, je bil predmet v tem postopku in če želite od mene oceno kakovosti ali nekakovosti tega obtožnega akta, na to vprašanje vam ne morem odgovoriti. Sodnica je tekom sojenja sprejela tako odločitev, kot jo je. Očitno je bilo zanjo tako gradivo zadostno, kot tudi obtožni akt dovolj kvaliteten, da je sprejela tako odločitev, torej obsodilno sodbo. Tako da zdaj v sami oceni pa jaz kot predstavnica sodišča komuniciram z mediji, vam odgovarjam vprašanja v zvezi s tem, kaj smo storili, kaj bomo storili v zvezi s postopanjem. Nikakor pa se ne bom vtikala vsebino, ki je del sojenja in del neodvisnosti sodnika, ko sprejema odločitev. Kako je pa možno, da tožilstvo kakorkoli poseže ta obtožni akt, preden se recimo samo sojenje začne, verjetno na sojenju lahko, ampak do tega trenutka, koliko ima to možnosti tožilstvo? V zakonu o kazenskem postopku so določbe, kakšne možnosti ima tožilec in ja, do konca glavne obravnave lahko spreminja obtožni akt. To je v določbah zakona o kazenskem postopku. V posebnem poglavju je opredeljen naš postopek, ki je pravzaprav skrajšan postopek pred okrajnim sodiščem. Tako da ja, lahko tožilec. Preden se recimo začne novo sojenje. Lahko bi ga že zdaj, torej recimo. Po vaši oceni, kakšna je verjetnost, da bo zadeva podaljšana oziroma da bo zastarala avgusta? Kaj je večja verjetnost? Če bi vam na to vprašanje odgovorila, bi posegla v delo sodnice, ona se bo odločila. Ampak če z pravnega vidika, kakšne so zakonske možnosti, a verjetno je pač neki scenarij bolj verjetno kot scenarij? Na sodnici je to. In če bi jaz svoje osebno mnenje povedala, bi s tem lahko posegla v njeno neodvisnost. Samo sodnica se bo o tem odločila in tako je prav in take so določbe zakona o kazenskem postopku. Ali kot predstojnica, torej, sodišča, kako rečemo in sodišča, da stojite, da ste za njenim delom, glede na vse tudi? Stojim za delom vseh naših sodnikov, v vseh zadevah, v tistih, ki so potrjene in v tistih, ki so razveljavljene ali pa spremenjene. Zato, ker to je del sojenja. In tudi razveljavljena sodba ni zaušnica sodniku. Zato je vendar tak sistem, zato imamo 3 stopnje. Včasih se spremenijo okoliščine, včasih je drugačna interpretacija, včasih se zakonodaja spremeni, ampak jaz osebno absolutno stojim za delom vseh naših sodnikov. Tudi Barbara Klajnšek. Še kdo želi kaj vprašati? Hvala, ker ste me poslušali. Lep dan. Hvala tudi vam. A se sploh vrača, glede na to, da ne vem, je v končni fazi tako pokarjeno? V tej zadevi so bili stroški plačani. Na strani stranke se bo odločil za zahtevko za vrnitev in potem spet
na strani razpravljajočega sodnika v tej zadevi, kako bo tem odločil. Se pravi, sodnik zdaj odloči v končni fazi, če ne pride, ne vem, do nove obravnave oziroma do še ene sodbe, ali se ta denar vrne. Se pravi, Tanja Lombar-Lepljenko, če to razumem. Zadeva je bila dodeljena v novo odločanje novemu sodniku. On bo odločil o vseh zahtevkih v tej zadevi, tudi o stroških. Tudi če zadeva zastara. V vsakem primeru. Hvala. Tako je to zahtevki, pa tudi pa potem ena določba, ki pa potem predsednik sodišča odloča, ampak ta zadeva je odprta. V odprti zadevi odloča na okrajnem sodišču, ker sodi sodnik posameznik, samo ta razpravljajoči sodnik. Zato vreme spet na enem sodniku, ne? Pa spet na prvostopenjskem. Pa spet na prvostopenjskem. Isto glede glede vsega. Glede vsega, vedno se ljudima orje na prvi stopnji. Tako da to, ja. Najlepša hvala.